Profesor Bauer, pred nedavnim vam je Ameriško matematično združenje podelilo izjemno nagrado, ki se imenuje po Leviju L. Conantu, v bistvu za najboljši izpostavljen članek, objavljen v zadnjih 5 letih z naslovom 5 korakov k sprejemanju konstruktivne matematike. Seveda je za širšo javnost taka nagrada in pa tudi vsebina članka nekoliko zahteva več pojasnitev. Kdo je v bistvu bil Levi L. Conant, po katerem se nagrada Ameriškega matematičnega združenja tudi imenuje? To je bil ameriški matematik, ki je živel na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Ukvarjal se s trigonometrijo, je pa tudi napisal nekatere prve razprave, kjer je študiral številske sisteme domorodskih ljudstev Severne Amerike, s čimer je pravzaprav delal neke prve korake tudi v antropologijo ali pa etnografijo. No, naslov vašega članka je 5 korakov k sprejemanju konstruktivne matematike. Na prvi pogled zadeva asociira z lahkotnostjo glede razumevanja zapletenih matematičnih vprašanj, ki se seveda skrivajo v ozadju. Lahko pojasnite, tudi preseneča sam izraz konstruktivna, ki ga navadno prevajamo ustvarjalna matematika. Tukaj se beseda konstruktivna uporablja bolj v tem inženirskem smislu konstrukcije. Namreč konstruktivna matematika se od klasične matematike, ki jo pač učimo in prevladuje povsod, razlikuje po tem, da zahteva, da se vsak sklep in vsak matematični korak v nekem izvajanju matematičnih dokazov naredi na način, ki ga lahko potem tudi izvedemo z računalnikom kot računalniški korak. Zato se potem imenuje konstrukcija, v smislu, da to je nekaj, kar je konstruktivno na način, da se da to dejansko izvesti. Od tod prihaja beseda konstruktivna. No, globlji smisel bi pa lahko tudi bil, je na nek način ustvarjalen, ne? Ja, ampak jaz bi rekel, da tukaj pa so vsi načini matematike pravzaprav ustvarjalni. Tako da potem se ne razlikuje od klasične matematike. Se pa mogoče razlikuje v tem, da ima konstruktivna matematika nekako bolj neposredno povezavo z računalništvom in potem na tem mestu ustvarja neke nove povezave. No, v utemeljitvi nagrade me pa posebej zanima tale zapis. Čeprav je malo verjetno, da bo po prebiranju članka večina matematikov spremenila svoj osnovni način in matematičnega delovanja, je zelo malo takih, ki jim članek ne bi predočil načina razmišljanja, ki ga do zdaj morda niso tudi ocenili, celo v povezavi z zadevami, za katere so mislili, da jih že razumejo. Seveda me zanima, kje in kako se v bistvu v matematiki ločite po načinu razmišljanja in delovanja. Verjetno najprej se razlikujemo v tem, da se matematiki ukvarjajo z različnimi zvrstmi matematike, na primer eni z algebro, eni z geometrijo, nekateri mogoče s kombinatoriko. In ko se leta in leta ukvarjaš z eno tako matematično vejo, razvijaš neko intuicijo, kako tam stvari delujejo, neke predstave imaš, ki niso potem neposredno uporabne na drugem področju matematike. Tako da, recimo, matematiki radi sami zase povejo, ali vsaj nekateri, ali razmišljajo bolj z jezikom ali bolj vizualno. Recimo, to je ena delitev, ki se pogosto omenja. Recimo, jaz bi sam zase rekel, da kljub temu, da se ukvarjam z osnovami matematike, kjer na primer zelo do izraza pride študij formalnih jezikov, sintakse in takih stvari. Kar se mene tiče, razmišljam geometrijsko in pač o prostoru. Na ta način je meni od nekdaj bil bolj privlačen. Tako da to je ena dimenzija, kako se matematiki v svojem razmišljanju razlikujejo. Ta je taka zelo neformalna. Na formalnem nivoju, in o tem govori ta komentar, gre pa za to, da pravzaprav vemo, da ni samo ena matematika možna, ni samo en možen sklop pravil sklepanja in aksiomov,
čeprav eden prevladuje, namreč ta, ki se je razvil tam nekje do leta 1925, so možni še drugi, imajo svojo uporabno vrednost in to je nekaj, kar vejo mogoče bolj specialisti na področju, ki se ukvarjajo z osnovami matematike in področji, ki so blizu temu. Medtem ko en klasični matematik, ki je recimo sprejel svojo matematično izobrazbo na eni klasični univerzi, pozna predvsem to klasično matematiko. Ker deluje vedno znotraj klasične matematike, seveda razvije nekatere prijeme, intuicije, njegove misli uhajajo v neke vzorce, ki pa se izkaže niso primerni, kadar poskušamo delati matematiko še na kak drug način. In ravno to je težava pri razumevanju in sprejemanju teh drugih matematik, ker na prvi pogled izgledajo izjemno čudne, mogoče celo na prvi pogled protislovne. In to je pravzaprav nekako bistvo tega članka, kako nekomu predočiti nekaj, kar je po vseh letih njegovega izobraževanja pravzaprav tuje temu načinu razmišljanja. Pa lahko potem preklopi, recimo. Moja izkušnja je, da se lahko preklopi, ampak zato, da lahko jaz osebno preklapljam med različnimi načini, sistemi matematike, zato sem potreboval precej let treninga sam pri sebi in izkušenj s tem, da sem delal v enem, v drugem, tretjem načinu. In to je nekaj, kar pravzaprav že zahteva matematika kot celoto. Se pravi, to je že tista specialnost, ki sem jo jaz dosegel. In enostavno pol človeku več ne ostane prostora, niti časa, niti kapacitete v glavi, da bi pa recimo zdaj poleg tega bi bil pa še strokovnjak za eno ozko področje znotraj matematike. Je možno, ampak to ni nekaj, kar matematiki vse povprek počnejo. Se mi zdi, da v veliki meri gre tudi za to, kako so matematiki izobraženi. Sprav, matematika je zmeraj od nekdaj povsod predstavljena kot nekaj, kar je pa zares objektivno, da ima objektiven pojem resnice. Resnica se v matematiki dokazuje, dokaz pa je neko zaporedje sklepov, ki ga lahko povsem mehansko preverjamo, torej imamo mehansko preverljiv pojem resnice, in s tem se matematika ponaša. Ampak ti različni sistemi matematike se pa razlikujejo ravno v tem, kakšna pa so pravila za dokazovanje. In seveda, če potem spreminjate sistem pravil dokazovanja, dobivate pa različne pojme dokazovanja in s tem tudi posledično lahko različne matematične svetove z svojimi resnicami. Zdaj, to niso svetovi, ki so popolnoma različni med sabo, so si zelo podobni in pravzaprav recimo razlike opazi mogoče študent višjega letnika. To ni nekaj, kar na prvi pogled opazite, da so tukaj neke očitne razlike. Vsi imajo števila, vsi imajo isto aritmetiko, vsi imajo enake geometrijske izreke v trikotnikih. Tudi na tem nivoju se še stvari ne razlikujejo. Skratka, možno je tako razmišljati, ampak navaden matematik je ponavadi zaradi svoje izobrazbe, zaradi tega, s čimer se ukvarja, enostavno nima te izkušnje, da bi lahko to kar tako počel. Kaj pa tako priznanje pomeni v bistvu za matematika, tako v kontekstu njegovega dela in pa zaveze k delu, in pa seveda nadaljnjega raziskovanja, pa tudi ožje in širše matematične skupnosti? Torej, vsekakor je to neko zelo dobrodošlo osebno priznanje zame, seveda, če človek dobi nagrado, vesel tega priznanja. Potem tukaj sem dobil precej, bili so zelo pozitivni odzivi iz te skupnosti matematikov, ki se ukvarjajo s konstruktivno matematiko, ker to je relativno majhna skupnost znotraj matematike in so veseli tega, da so izpostavljeni, da so vidni, vsekakor. Potem zagotovo je tukaj še en element tega, da je to dela slovenske matematike vidne tudi na mednarodnem področju, s tem, da moram povedati, da slovenska matematika je prisotna na mednarodnem področju že tako, pač v tem številu, v katerem lahko je. Tudi moji kolegi so pred časom dobili primerljive nagrade tudi od istega društva, tako da to zdaj ni neka stalnica, smo zelo veseli tega, ampak
vse dogaja. Ne. Tako da vse to nas potem postavlja nekako bolj vidno v svet, matematični svet. Zdaj znotraj Slovenije pa seveda tudi je nagrada nekako opozorila širšo javnost, ne, na to, da smo tukaj. Poglejte, to sprašujem tudi ob asociaciji primera ruskega matematika Grigorija Perelmana, ki je ob rešitvi Poincareve domneve leta 2004, mislim, da je bilo, tudi zavrnil Filcovo medaljo in potem prekinil tako rekoč svojim poklicom matematike. Ne. Sam potem, pravijo, ni dajal izjav, o njegovi odločitvi pa je spregovoril Mihael Gromov s pojasnilom takole, ne, da če želite delati odlično, morate imeti čisti to ste vi prej rekli, da je matematika v bistvu čistega uma, ne, da lahko razmišljate samo o matematiki. Idealni znanstvenik se ukvarja z znanostjo in se ne vpleta v nič drugega. In Perelman, ki je imel visoka moralna načela, je deloval seveda nekonformistično, kar pa seveda v skupnosti ni vedno priljubljeno, čeprav bi to moralo biti pravilo. Ne. No in za matematiko velja, da je veda čistega uma, to, kar sva rekla. Lahko tak način funkcioniranja in razmišljanja vpliva tudi na osebnostne poteze. Mislim, da so tukaj dva nivoja. Prvi je ta, da seveda, kadar imamo matematika, genija, ki potrebuje mir, ki deluje na tak način, kot je Perelman, dajmo se zavedati, da on je rešil enega od najtežjih, najbolj znanih odprtih matematičnih problemov. To ni bilo lahko. Na tem osebnem nivoju taki matematiki zagotovo so in jaz mislim, da je dobro, da najdejo svoje mesto v matematični družbi, kjer lahko zares delajo. Težava, ki mogoče nastopi, je izmed vseh prepoznati tiste, ki jim lahko zares to omogočiš, ker na drugem nivoju vsekakor ni res, da bo lahko matematika kot človeška aktivnost delovala na ta način, da bodo skoraj vsi matematiki nekonformistični idealisti, ki ne bodo hoteli imeti nobenega opravka z realnim svetom. To se enostavno ne bo zgodilo. Mi potrebujemo, tukaj mislim, da je treba povedati jasno in glasno, da matematika je človeška aktivnost in je odvisna, tako kot vse ostale človeške aktivnosti, od človeške družbe. Mislim, da tukaj ni nobenega dvoma. Mi potrebujemo piramido in mogoče potem na enega Perelmana imamo 500 matematikov, ki so vpleteni v družbo, ki razmišljajo o tem, od kje bo prišel denar, v kakšni stavbi bomo živeli, bo ogrevanje, vse tiste, ko bi se temu rekli, trivialne stvari v življenju, pa za katere je pa vseeno treba poskrbeti. Tako da moj pogled je bolj, da tisto, kar bogati matematično družbo, je raznolikost ljudi. Nekdo je kot Perelman in super, da ga imamo in je rešil težke probleme, ampak dajmo se zavedati, da za njim ali pa ob njem stoji veliko drugih ljudi, takih, ki radi poučujejo, kje se je pa Perelman naučil vso to matematiko. A bi se je on naučil, če bi vsi njegovi učitelji bili takšni, kot je bil on? A bi imel kakšno priložnost, da bi se karkoli naučil? Verjetno ne. In se je treba zavedati, da to en tak genij, ki izgleda, kot da stoji kot svoja zvezda na nebu, je v resnici podprt z celo infrastrukturo in nekdo mora tudi za to infrastrukturo poskrbeti. Poglejte, kaj pomembnega v bistvu ponuja matematično mišljenje? Navadno rečejo tako, mislim, v literaturi bom rekla, da je to dobro za možgane, pomaga pri urejanju osebnih financ, izboljša razne sposobnosti reševanja tudi vsakdanjih problemov, omogoča tudi boljše razumevanje sveta in pomaga tudi pri razumevanju drugih akademskih disciplin. Se vam zdi to pretiravanje? Saj ste našteli take stvari, ki so mogoče, nekatere od njih so samo zdrav razum, Zdaj, matematika verjetno res pomaga k temu, da ima človek malo bolj zdrav razum, v smislu, da se ne boji razmišljati, da razume, da z razmišljanjem lahko daleč prideš. Tiste stvari z urejanjem financ, pa številk, to je pa potem
bolj ena taka veščina tehnična, ki se jo naučiš tam nekje do 5. razreda, ne, če si dober v matematiki, ne. Če ne, se jo moraš pa malo kasneje. Vsaj nekateri, ne. Poglejte, že v stari Grčiji je matematika tudi omogočila oblikovati mentalno disciplino, ki je potrebna tudi za druge discipline. Tako je recimo Feynman rekel, da tisti, ki ne poznajo matematike, težko dobijo pravi občutek za lepoto, pravi lepoto najgloblje narave, a ne. To je zanimiva povezava. Tudi Feynman je bil seveda taka neka zvezda, ne. No, Feynman je bil fizik in fiziki, matematika je jezik fizike, je medij, v katerem se fiziki izražajo, ne. In če fiziko odvzameš matematiko, je verjetno tako, kakor če slikarju odvzameš barve, ne, ko govori Feynman o tem, da potrebuješ matematiko, da vidiš lepoto, ne. Mislim, da je tukaj neka analogija, da fizik, pa tudi za ostale naravoslovne znanosti, matematika predstavlja ne samo orodje, ne, ampak bi rekel res podlago, ne, ki omogoča razmišljanje, ponuja prave vrste abstrakcije in take stvari, ki potem živijo, ne, v Feynmanovih mislih in mislih znanstvenika. No, čeprav je matematična veda danes res najbolj v ospredju, jo pa mnogi odklanjajo. No, in zanimivo je to, da tudi pri poznavalcih nahajamo včasih skepso, zlasti v tistih primerih, ko matematični modeli lahko tudi odstopajo od realnih sprememb. Je neka kritična distanca do teh modelov recimo na mestu? Zdaj, če govorimo recimo o raznih napovednih modelih, statističnih modelih, kjer recimo modeliramo neke dogodke v družbi ali pa napovedujemo kakšne stvari, potem se je treba zavedati, kaj statistika ponuja in česa ne ponuja. In tukaj se srečamo z tem splošnim razumevanjem javnosti o tem, kaj znanost nasploh ponuja in česa ne ponuja, ne. Jaz mislim, da je zelo pomembno povedati, da znanost ni vsemogočna, ampak je presneto dobro orodje, še posebej v primerjavi z vsem ostalim, kar smo v zgodovini poskušali, ampak ni vsemogočna in da stvari niso enostavne in da ne sme nihče pričakovati, da bo nek znanstvenik na televiziji napovedal prihodnost, ker je ne bo napovedal prihodnost, recimo, ne vem, trendov gibanja, neke epidemije ali pa kaj takega, ne, imamo zdaj to vsak dan na televiziji, ne. Tisti napovedni modeli oziroma analize tistih gibanj, ne, tisto je treba pravilno razumeti. Zdaj, zanimivo vprašanje je, kdaj se imajo pa ljudje priložnost razumeti, kaj zdaj je pomen teh matematičnih modelov. Jaz bi rekel, da prvo in najbolj osnovno spoznanje, ki mora veljati, je to, da se ljudje zavedajo, da ti modeli so precej boljši kot govorice na cesti, osebna pričakovanja, uganjevanja ali pa vedeževanje. So neprimerno boljši in uporabni. Niso pa idealni, to ni napovedovanje prihodnosti. Njih je treba znati pravilno razumeti. In če dobro poslušate znanstvenike, ki te modele razlagajo javnosti, jaz mislim, da se malo kdo to reče, pa če pa se pa popravi, da je to njegova napoved prihodnosti. Tega ne boste slišali, te izjave. No, vseskozi se nekako gibljeva v tej smeri, ne, da je matematika veda uma, ne, umnosti. Zato bi si človek želel, da bi bili matematiki zlasti v današnjih časih bolj prezentni v prostoru. To pa vas sprašujem tudi ob asociacijah zadnjih podatkov Eurobarometra. Namreč, prav problematični ali pa kar sramotni so podatki za Slovenijo. Če se osredotočimo predvsem na znanost, smo pri vrhu z mnenji, tam 48%, ne. Ljudi meni, da so znanstveniki preveč ozkogledi, da so nemoralni. Pri zaupanju v znanost pa se je Slovenija umestila tako rekoč kar na zadnje mesto. Saj skoraj polovica ljudi predvsem zavrača njeno avtoriteto, četrtina pa v bistvu niti ne ve, kaj bi si o tem mislila, ne. Pa me zanima, zakaj je prišlo do take degradacije in pa prezira
v bistvu teh intelektualnih dejavnosti. Ne? In brezbrižni do teh vprašanj, tudi vi, profesor, ne morete biti kot intelektualec z mednarodno reputacijo in pa tudi kot profesor, ki oblikujete in socializirate prihodnji rod, recimo vrhunskih znanstvenikov. Ja, vsekakor ne morem biti brezbrižen. Vprašanje je, kako se lahko borim proti temu, da sem rezigniran, in mislim, da je pomembno, da znanstveniki niso, da pač sprevidijo, da pač kljub vsemu je treba delati na tem, da se komunicira z javnostjo, da se vzpostavlja nek zdrav odnos z javnostjo, ki ga seveda mi ne moremo graditi sami, ampak ga lahko gradimo samo s pomočjo medijev, kvalitetnih medijev, ki vejo, kako se to dela, ker mi ne vemo, pač lahko ponudimo vsebino, ampak to ni vse, kar je potrebno. Zdaj, zakaj so taka odklonilna mnenja v javnosti? Jaz bi tako rekel, da verjetno je razlogov veliko. Jaz bi se spraševal, kaj se da popraviti oziroma bolje narediti, da bi imeli na primer v šolskih procesih in v izobraževanju ljudje priložnost dobiti nek vpogled v to, kako znanost pravzaprav deluje, pa ni nujno, da v smislu, da bodo razumeli, ne da bodo oni, da vsi ne moremo biti znanstveniki. To je jasno, upam, da je to jasno, da vsi ne moremo biti znanstveniki. In vprašanje je, kako lahko ljudje vzpostavijo nek zdrav odnos do znanosti, kjer bodo razumeli, kaj to je, kaj to ni. In jaz bi deloval predvsem na tem področju, se mi zdi, da je pametno delovati, da smo odprti, da komuniciramo vztrajno, skozi leta, poskušamo izboljšati šolski sistem. To je moj recept za to, kaj lahko naredimo. Zakaj pa so take razmere, kot so, verjetno treba vprašati koga drugega, ki se s tem ukvarja, kakšnega družboslovca, humanista, kaj zvem koga. Zgodovina nas uči, da je zaton civilizacije možen in da tisti, ki so v zatonu, tega ne vejo, ker ne gre tako hitro. Zdaj, jaz iskreno upam, da mi nismo taka civilizacija. Profesor, poglejte, če skušamo nekoliko aktualizirati pogovor, pa me zanima, kakšna je vaša ocena raziskave, narejene na vzorcu intelektualcev tam nekje od 26. do 45. leta. Vprašanje pa gre takole. Ali je človek dominanten dejavnik klimatskih sprememb? Je porast temperature vzrok klimatskih sprememb? Utegne biti to v prihodnje tudi res velik problem Zemlje? Namreč, izkazalo se je, da so biotehniške in tehniške znanosti manj zaskrbljene in manj soglašajo s pariškim konsenzom. To je bilo po pariškem konsenzu delano. Najbolj zaskrbljeni pa so ljudje iz naravoslovnih znanosti, potem šele družboslovci in medicinci. Biotehniki in tehniki imajo bolj antropocentrična stališča, najmanj antropocentrična pa imajo prav naravoslovci. Vi ste naravoslovec, ne? A to pomeni, da tehnične znanosti živijo v posebni kulturi razmišljanja? Se to lahko pokaže tudi kot problem, ker imajo tehnične znanosti danes zelo pomembno mesto v družbi. Pa me zanima, kaj vi menite, kako bi se odrezali vaši študentje, pa tudi kolegi profesorji? O tem zelo težko presojam, lahko morda malo špekuliram. Zdaj, če se bom res špekuliral, če se ukvarjate z naravoslovnimi znanostmi, ki nekako ne postavljajo živega organskega v ospredje, naprimer kemija, fizika, potem verjetno si predstavljam skozi vaše delo, se verjetno potem vzpostavlja neko videnje tega, kje pravzaprav človek je v vsem tem, kaj je njegova vloga. Zdaj, če ste recimo astrofizik, se zelo dobro zavedate, kako neznatno, nepomembni, majhni in minljivi smo. Mogoče to, kaj vpliva nekako
na kontekst, v katerem potem ocenjujete, kaj se dogaja. Ne vem, pravim, da špekuliram, lahko mogoče povem zase. No, tukaj mogoče zame, jaz bi rekel, da je mogoče pametno povedati, recimo, da ljudje slišijo, kako nekdo, ki ni strokovnjak za podnebne spremembe, razmišlja in zakaj jih sprejema. Ne? Torej, jaz sem matematik. Torej, kako lahko recimo jaz rečem, da verjamem v podnebne spremembe. Ne? Ja, na osnovi tega, kar slišim naokrog. In tukaj jaz osebno nimam neke direktne izkušnje z izračuni, modeli, ki bi kazali, kaj se bo zgodilo. Zato moraš imeti kariero iz podnebnih sprememb, da dejansko razumeš. Ne? Ampak že čisto kot navaden človek, ne, bom takole rekel. Ne. Poglejte okrog sebe. Znanost je spremenila vaše življenje. Ne morete 5 minut živeti v modernem svetu, da ne bi našteli zadnji za tem 10 znanstvenih dosežkov, ki ste jih uporabili, že sam s tem, ko ste se na en stol usedli. A resno mislite, prvič, da vam želijo znanstveniki škoditi, in ali resno mislite, da lahko komu drugemu zaupate bolj, kot pa ljudem, ki so vam omogočali neznansko lagodnost življenja, potem napredek v medicini, da jih ne omenjamo, kaj vse je možno danes, ko še pred 100 leti niso mogli niti sanjati o tem. Resno, tem ljudem ne boste zaupali, komu pa potem boste. Ne? Tako da tukaj mislim, kar hočem povedati je, po eni strani nimamo izbire, kot da jim verjamemo, po drugi strani pa tudi res ne vem, ne razumem, zakaj ne bi, ne? Glede na vse ostalo, ne? Kar znanstveniki in znanost prinašajo v to družbo. Zakaj so razlike v pojmovanju pomena in vpliva podnebnih sprememb? Jaz mislim, da tukaj gre za kontekste, iz katerih ljudje izhajajo. Ne? Še enkrat, ne? Če si astrofizik, tvoje pojmovanje vesolja je drugačno, kot če si biolog, pa drugačno, kot če si humanist. Ne? Vsak nekako razmišlja na svojem področju in tukaj ni nič presenetljivega. Tako da mene to ne skrbi. No, ampak prej sva že rekla, da matematika pomaga razumeti svet. Ne? Poglejte, matematika velja danes tudi morda bolj kot druge vede za samotarsko znanost. Sodobna znanost pa je korporativna in zahteva tekmovanje v bistvu med znanstvenimi ekipami. Samohodcev tako rekoč več ni. Kako vi to doživljate? No, ni znanost tista, ki zahteva korporativno znanost. Financerji so tisti, ki zahtevajo korporativno znanost. Znanstveniki sami po sebi, prepuščeni sami sebi, bi seveda se združujejo v kolaboracije, ne pa v neke tekmovanje enega z drugim. Se pravi, to so predvsem zunanji elementi. Kar se pa tiče tega, da velja matematika za samotarsko aktivnost, to je vsekakor zgodovinsko bilo precej res, se pa recimo razne statistike kažejo, da se na primer število soavtorjev na članku v povprečju v matematiki dviguje. Če je bilo pred 50 leti, mislim, da okrog 2, smo zdaj že zelo blizu 3 ali še več. Pa to je govorim za čisto matematiko, da ne omenjamo aplikativne matematike, ki posega na primer računalništvo ali pa kakšno inženirstvo, tam pa takoj vidite, da ni pravzaprav neke bistvene razlike z ostalimi vedami in da to je, da zahtevajo matematični projekti tudi ekipe ljudi. Tukaj je še en zelo zanimiv element, ki ga lahko omenim. Namreč mogoče tako romantični pogled je na to, da matematik sam razmišlja, in v svojem umu nekaj dojema. Ampak prav na področju, s katerim se jaz ukvarjam, govorimo o barieri enega uma. Namreč ukvarjam se s tem, kako z računalniki obogatiti raziskovalno matematiko in jo podpreti, na primer na tak način,
kot so računalniki pomagali pri napredku pri šahu. Računalniki so zdaj boljši od vseh šahistov na svetu, z 1000 rating točk. In pri matematiki bi seveda, pa tudi vsake druge vedi, ampak jaz delam na matematiki, bi bilo seveda izjemno, izjemno dobro, če bi lahko računalniki bolj pomagali pri razvoju matematike. In ena izmed stvari, ki jih vidimo, je ta, da slej ko prej, če ne že kar zdaj, bo matematika naletela na bariero enega uma. Se pravi, ljudje ne bodo mogli delati matematike. Matematika, ki jo lahko ljudje delamo, je omejena, v osnovi omejena s tem, kar lahko en matematik dojame, in nivo abstrakcije in količine tehničnih detajlov, ki jih lahko več ali manj en človek razume. Zato, ker še vedno je tako, da skupina matematikov ne more narediti nekih matematičnih rezultatov, če ni nikjer nikogar, ki bi razumel to zadevo kot celoto. Mnogi bi rekli, da je to pravzaprav poanta matematike. Matematiko delajo zato, da jo razumejo. Ampak, če pogledate, kako delujejo mogoče druge vede, kjer je dosti bolj naravno imeti ogromne projekte, pa recimo zgraditi v CERN-u velik pospeševalnik, pa razmišljate, kako bi pa matematiki lahko delovali na tem nivoju. Vidite, da se morajo zgoditi neki premiki. In na ta pogled na matematika, ki sam v pisarni na papirčke nekaj piše in je velik genij in je potem rešil človeštvo. Ja, sej to se bo še dogajalo, ampak jaz mislim, da se bo dogajalo še veliko drugačnega razvoja, kjer bomo šli izrazito v dosti bolj skupinsko delo. S pomočjo računalnikov, ki nam bodo pomagali preseči bariero enega uma. To je zanimivo razmišljanje oziroma pojasnitev, Me zanima tole, poglejte, z razvojem interneta so se stvari popolnoma spremenile in svet je postal nekako pošastna vas z naraščajočo populacijo nezadovoljnežev in pa vsiljivih bedakov, bi rekli, abderitov. In v takem svetu izjemni možgani štrlijo preveč ven in jih je treba nekako utišati. Pa me zanima, kako se vi spopadate s tem? Pač na Twitterju imate tisti gumbek, ko potem svoj balonček čistite. Zdaj to ima dobre in slabe lastnosti. Po eni strani se mi zdi, da je treba vsekakor na medijih, socialnih medijih, v javnem prostoru vzdrževati nek normalen nivo komunikacije in osnovne civiliziranosti. In tudi za ceno tega včasih, da je treba koga pobrisati tam dol. Ker če si predstavljate situacijo, recimo, ko pride do nekih povsem nepotrebnih, neciviliziranih opazk v socialnih medijih, če bi se to dogajalo v živo, na nekem forumu, v razredu, okrogli mizi, bi tega človeka varnostnik pospremil ven iz prostora. Nihče ga ne bi prenašal. In jaz mislim, da je treba, in to so vzorci obnašanja in pravila družbenega vedenja, ki so zelo stara, ki v človeški družbi so tukaj z razlogom. In jaz mislim, da tisto, kar je to, česar moramo priti, je, da se naučimo vzpostaviti neke podobne okvire obnašanja in komuniciranja tudi v socialnih medijih, ki pa so zdaj več ali manj divji zahod. In živimo v fazi divjega zahoda socialnih medijev, kjer je vse možno, vsak lahko potegne ven revolver, ampak s časoma se bomo pa naučili, pa se bomo verjetno tudi tam malo civilizirali. Na tehnološki razvoj seveda pa vsi na nek način stavimo, in kot odrešujoč se zdaj kaže, da so to kvantne znanosti in umetna inteligenca. Pa me zanima, v kakšnem smislu bi se lahko kvantni računalnik približal razumevanju našega uma? Zdaj, tukaj morate malo paziti, pa se vprašati, pa se zavedati, da pravzaprav, kaj je tisto, kar v nekem desetletju se zdi najbolj obetavno, je tudi malo odvisno od tega, kje so bili zadnji preboji, ampak
dajmo se recimo zavedati, da v 90-ih letih, pa še malo kasneje, recimo se je ogromno govorilo o genetskem inženirstvu, o genskih znanostih, o biomedicini in takih stvari, kar je še zmeraj zelo, zelo prisotno. In nas trenutno rešuje ene velike epidemije, in to so dosežki, ki niso bili narejeni v enem letu, ampak v zadnjih 10 letih. Tako da mislim, da tukaj tisto, kar ven štrli, je mogoče malo bolj stvar mode ali pa tega, kar je bilo medijsko izpostavljeno v zadnjem času. Zdaj, kar se tiče kvantnih računalnikov, tukaj precej dobro razumemo, kaj lahko od njih pričakujemo, ki jih bomo enkrat imeli. Vemo, da se bodo nekateri računski postopki neznansko pohitrili s pomočjo kvantnih računalnikov. Predvsem tisto, kar mnoge zanima, bomo pridobili možnost dešifriranja kakšnih starih sporočil, ki so shranjene nekje, nekatere to zelo zanima, in bomo seveda lahko nekatere računske probleme zelo učinkovito reševali. Niso pa kvantni računalniki odgovor na vse in nekaterih računskih postopkov ne znamo implementirati hitro z računalniki, tudi kakšnih se pravzaprav ne da. Tako da kljub temu, da vemo, da bodo prenesli velik preboj, ko jih bomo enkrat imeli, pa na nekaterih področjih bo klasično računalništvo še vedno ostalo pomemben dejavnik. Tako da kvantne računalnike je treba razumeti kot neke vrste nadgradnjo naših zmožnosti računanja, pa mogoče zelo impresivno nadgradnjo, ampak to ni tak preboj, da bi rekel, da bo to neka nova paradigma računanja. Je pa zanimivo, ne, da je pa umetna inteligenca s tem, ko se je pač to pojavilo, ne, omogočila, da smo v bistvu ljudje začeli, mislim strokovnjaki, ne, nasploh ljudje, raziskovati lastno pamet, lastno kognicijo, a ne. To smo sicer prej doživljali kar kot danost samo po sebi, ne. Tako raziskovanje je seveda zelo atraktivno, vedno bolj, ne. In razvoj računalniških zmogljivosti bo omogočil implementacijo teh algoritmov ali ne. Kakšnih algoritmov? Ki bi recimo z umetno inteligenco na osnovi raziskovanja, kaj pamet pomeni, ne, kognicija. Aha, razumem. Ja, seveda se same po sebi ponujajo primerjave med tem, kako deluje človeški kakšne so kognitivne sposobnosti ljudi in na drugi strani raznih umetno inteligentnih sistemov. Tako da, predvsem zato, ker vidimo, da rešujejo podobne probleme. Človek vozi avto, računalnik vozi avto. Človek igra šah, računalnik igra šah. Človek prepoznava na fotografiji, a je mačka ali pes, računalnik tudi to zna. Zdaj te ideje, da bo umetna inteligenca nekako dosegla nek vrhunec, da bomo zgradili avtonomno umetno inteligenco, ki bo taka kot človek, ne, po človeški podobi, ne. So bile seveda prisotne, močne na začetku razvoja umetne inteligence, še v 60-ih, 70-ih, ampak kolikor je meni znano, pa se ne ukvarjam s tem področjem, tako da ne me preveč za besedo držati, tam nekje v 80-ih, 90-ih letih se je na mnogih področjih nekako prepoznalo dejstvo, da pravzaprav ta idealni cilj umetne inteligence prvič zagotovo še zaenkrat ni dosegljiv, in drugič mogoče niti ni jasno, kakšen je. In so se ljudje bolj usmerili, raziskave so se usmerile v reševanje parcialnih problemov umetne inteligence, kjer se je gradilo sisteme, ki so recimo znali delati eno stvar dobro, prepoznavati vsebino slike, prepoznavati govor, voditi pogovor s človekom v omejenem kontekstu, kot je na primer naročanje letalske karte. In to je ta analitični pristop znanosti, kjer ne morete nekega problema rešiti v celoti, ne? In ga zato razbijate in gledate, kako bi parcialno zadeve reševali, in to je pripeljalo do velikih uspehov. Še eno pomembno spoznanje je bilo to, da se v resnici lahko ogromno doseže, če se ne insistira, da so umetno inteligentni sistemi povsem samostojni, zares inteligentni, to, kar bi naivno rekli, so kot človek, ne? Ampak da sodelujejo s človekom, da tukaj se lahko ogromno
ogromno lahko naredi. Naprimer, v medicini ne, lahko dosežete dosti več, če ponudite pravo vrsto pravo vrsto orodij podprtih z umetno inteligenco strokovnjaku, da sodelujeta, kot pa če poskušate skopirati strokovnjaka. Ki tudi, če ga boste skopirali, ga noben ne bo hotel uporabljati v bolnici. Kdo pa se bo hotel pogovarjati z računalnikom, ko bo prišel k zdravniku. Tako da te zadeve mislim, da v umetni inteligenci precej dobro razumejo. Te neke idealne predstave so bile, pa niso več. Se pa seveda vedno znova sprašujemo, kdaj bomo pa dosegli ta nivo, ko se bodo vsi te veliki podsistemi umetne inteligence sestavili skupaj in bomo res mi ljudje dojemali potem te sisteme kot nekaj, kar lahko nam parira. Ampak nismo blizu, še zmeraj nismo blizu. En 5-leten, 6-leten otrok, ko mu preberete pravljico, bo imel sposobnost razumevanja pravljice, ki je za magnitudo večja od tega, kar lahko pričakujemo od sistemov, ki so nam danes na voljo. Kaj šele, da postavljate umetne inteligentne sisteme v neke neznane situacije, potem so pa zares izgubljeni. Dosti bolj kot ljudje. Tako da tukaj se imamo še veliko za naučiti. Je pa res, mogoče so se ta vprašanja o tem, kaj je človeški kaj je to kognicija, se selijo vedno bolj iz nekih filozofskih vprašanj postajajo vprašanja tehnike. In tukaj potem seveda tehnika prenaša svoje poglede na celo to zadevo, ki mogoče včasih so zelo drugačni od teh klasičnih. No, že prej ste rekli, da matematiki niste napovedovalci prihodnosti, pa vendar se mi zdi, da obvladujete kot rečemo, kategorijalni aparat izpostavljene znanstvene vede. In so vaše ocene glede prihodnjega razvoja toliko bolj dragocene. Ste kdaj razmišljali o tem? O tem, kako so vaše ocene recimo glede smeri prihodnjega razvoja nekoliko drugačne kot recimo, ne vem, drugih ved, vaših kolegov ali kakorkoli. Težko boste našli matematika, ki vam bo pred kamero napovedoval prihodnost ali pa vam dajo ocene o prihodnosti, ker je to skoraj ena in ista zadeva. Tako da jaz mogoče lahko povem, da matematiki tako pavšalno rečeno, smo nagnjeni nekaterim zadevam, ki jih je mogoče malce prav pridejo. Prva je, da smo natrenirani na to, da vedno razmišljamo o patoloških možnostih, ker smo obremenjeni s tem, da če trdimo, da je nekaj res, mora biti to res v absolutnem smislu, ne glede na kakšne patološke skrajne primere. In to potem privede tudi v to, da se zavedamo, da hitro pridemo v situacijo, ki je v osnovi neznana. To je še ena stvar, s katero se matematik srečuje. Ko vi rešujete neke matematične probleme, pa ne veste, kaj bi naredili. Vam nekaj ni znano, pa ne en dan, mesece ali pa leta. Potem se naučite živeti tudi z neko spoznanjem, da je neznanje oziroma nepoznavanje stvari je pravzaprav norma. To je tisto, kar je normalno. In če potem v luči tega vas nekdo vpraša, kakšne napovedi pa imate za prihodnost, brez skrbi, da ne boste absolutnih napovedi povedali, in povedali boste pa neke kvalificirane, omejene presoje o tem, kaj bi se znalo zgoditi. S tem, da seveda je to težko napovedovati, ker gre za kompleksne sisteme in matematik spet lahko iz svojih izkušenj z dinamičnimi sistemi, naprimer, hitro vidi, kaj zares pomeni kompleksnost. Kaj pomeni to, da je nekaj kompleksnost, pa da je nenapovedljivo v tehničnem smislu, v matematičnem smislu, vemo, kaj pomeni, da so recimo, da je obnašanje nekega sistema nenapovedljivo. In te sistemi niso izjema, so hitro pravilo na mnogih področjih, fiziki, v znanosti in nimam nobenega dvoma, da tudi v družbi je tako. V luči tega res mogoče lahko predvsem, kako bi rekel temu, svarimo o previdnosti, kaj lahko verjamete, pa
kje morate stvari s ščepcem soli vzeti. Hvala vam. Dobro,